vedno zdaj čutim, da se me še bolj dotaknejo tudi smrti ljudi, ki jih sploh ne poznam. Verjamem v to, da se nam v življenju ob rojstvu dodeljene neke karte, ki jih dobiš v roke in potem ti odigraš svojo partijo. Ne? Moj gost je Viki Grošelj, alpinist in pisatelj, ki je izdal že 17. knjigo. Jaz bi ga sicer bolj uvrstila med alpiniste, ampak glede na njegove pisateljske sposobnosti, mogoče bi celo bilo bolje zamenjati vrstni red. Pozdravljeni, Viki. Lep pozdrav. Se bolj uvrščate, sami sebe bolj čutite kot pisatelja ali bolj kot alpinista? Kot pisatelja se v bistvu sploh ne čutim. Ne? Jaz sem zapisovalec dogodkov, ki so bili meni v življenju pomembni. Ne? Nisem jih hotel pozabiti od malega, to so predvsem te stvari, ki so povezane z gorami. Sem si zapisoval, ampak sčasoma ugotovil, da je to zanimivo tudi za druge, ne? Po tistih prvih objavah v Planinskem vestniku in tako naprej. Kasneje pa nekako spontano prišlo do tega, da so celo za prvo knjigo, no, so me nekako dali pobudo ali pa me zaprosili v mariborski založbi Obzorja, če bi napisal knjigo za njihovo zbirko Gore in ljudje. In drugače sem zelo pogumen človek, ampak takrat sem se pa kar malo ustrašil, ker sem vedel, da knjigo napisati je pa to pa nekaj strašnega. Ne? Ampak potem je nastala, na moje veliko presenečenje, je bila v enem letu razprodana, ne? In sem potem opomogel od tega, da še koga drugega zanima, kaj jaz pišem. Ne? In tako se je potem spontano nadaljevalo. Tudi to število 17 je po eni strani veliko, po eni ne. Jaz to bolj gledam tako, da se mi očitno veliko v življenju dogaja. Definitivno. Še zdaj. Ja. Celo v času epidemije tega virusa, ki nas je globalno doletel, ste vi napisali knjigo in prehodili eno krono slovenske poti, lahko rečemo, 310 km dolgo pot ste utrli Slovencem. Morda, no, ni tako usodno, kot se morda lahko sliši. Dejstvo je, da nekako nisem pustil, da bi ta nesrečna pandemija, ki je zajela celoten svet, nekako da bi postal depresiven morda zaradi nje. Daleč od tega. Res pa je, da so se mi zelo zaprle te moje ustaljene potovalne poti, predvsem v Nepal, 2-krat na leto še vedno hodim v Himalajo z najrazličnejšimi idejami in pobudami. Nenazadnje skušam dokončati tisto moje slovito prečenje Nepala od vzhoda proti zahodu in od severa proti jugu. Pravzaprav mi manjkajo samo še 4-5 dni hoje, no, na skrajnem zahodu, vse ostalo je pravzaprav narejeno, no, in ker tega ni bilo, ker nisem hotel samo čepeti doma na kavču, sem nekako obudil to staro zamisel, da bi šel enkrat peš od doma na Triglav. Ne. Ja. Ampak dobesedno od doma, ne? Dobesedno od doma, torej iz roba Ljubljane, ne, iz mojih rojstnih Guncelj. In potem sem si mislil, ko prideš še enkrat tja, se pa nesmiselno vračati po isti poti, zakaj ne bi šel čez Savo na Karavanke, se po njih vračal in potem, če že dam nekako pot, se najvišji vrh Karavank, to je Stol, ne, bi bilo nespodobno, da bi se izognil še najvišjega v Kamniško-Savinjskih Alpah, to je Grintovec, in se preko njega potem čez to Kamniško polje in te košmarne gore bi se vrnil nazaj v Ljubljano. Skratka, po ulici bi šel iz hiše, stopiš, greš na levo, čez 14 dni prideš nazaj po desni strani. Ne. Ja. Kaj to pomeni? 20 km na dan hoje recimo, pa višinskih metrov je ogromno, kaj 15 000 ali koliko? 15 000 jih je, ampak to ni tako zelo ogromno, če imaš cel dan časa. Ne? Ja, in cel dan kondicije. Tako, no, res je. Ja. To je nekako planirano tako, da ne bi hodil od 5 do 7 ur na dan. Ja. Zelo podobno kot v Nepalu, ne, na teh trekinških poteh. Ampak prav nobene škode ni, če boš to naredil v daljšem času. Ne? Lahko tudi, če nimaš 14 dni časa ali pa 3 tedne, zakaj ne? Lahko to delaš po etapah, ne? Lahko delaš pravzaprav vse življenje. Ne? Ja, no to pa je malo potem bolj ljudsko, recimo, ne? Seveda, tudi glavni namen te poti je, da je ljudska, ne? V narekovaj gre za to, da je to pravzaprav idealen prostor za... Ampak to je nekaj novega, kar ste odkrili. Recimo, zakaj ni to pot Vikija Grošlja?
Da bi potem recimo čez 50 let, ko vas več ne bo, rodovi obhajali pot Vikija Grošlja in to kakšna zgodba, ki se je rodila takrat, ko je bila, vse je bilo zaprto, je Viki Grošelj utrl novo pot. Zakaj ni recimo kakšna večje romantike? Sej vi, Himalajci, ste romantiki po duši. Smo sam nekako pa pač poti ali pa plezalnih smeri, ki jih naredimo, ne imenujemo po sebi nikoli. Zakaj? Ne nazadnje, tudi ta pot je noviteta samo v ideji, kako je krožna. Drugače pa poteka po seveda že ustaljenih planinskih poteh, sem in tja mogoče kakšno samo toliko za dušo mečkanega brezpotja, ampak drugače pa to, praktično te poti so narejene in urejene in vzdrževane, kar pomeni, da je to en pravzaprav zanimiv športno-rekreativni v narekovajih produkt, slovenski. Zdaj greva pa še malo bolj na vašo osebno pot, alpinista, ki bi jo vseeno rada nekako vzporednico delala tudi z vsemi ostalimi alpinisti. Ker ko slišim besedo alpinist, vidim množico ljudi, ne vidim samo enega. Množico ljudi, ki se rodijo s to željo oziroma s to potjo biti alpinist. A lahko razkrijeva en del vaše duše? Kakšna je duša alpinista? Hrepeneča. Zanesljivo. Ampak jaz bi jo bolj usmeril v tisto, če gledam, zdaj govorim za sebe, ne moram jaz govoriti za druge, ampak jaz sem bil kot otrok strašno radoveden. Nažalost, me šola ni pretirano zanimala, ampak vse ostalo okoli nje. Res pa je, da sem zelo rad bral. Sem bil v kuhanju in pečen v šolski knjižnici. In med drugim so potem prišli pod roke tudi gorniške knjige, še na naključje dodatno je bilo, da sem pač šel s prijatelji, tako rekoč vrstniki, enkrat meham višje gore in mi je to, kot tak lep starodavni izraz je, mi je zavdalo to. Takrat sem nekako začutil, da je to en tak zanimiv svet in sem jemal to svoje gorništvo, tam nekje, potem pa že plezanje zelo zgodaj, od 6. razreda osnovne šole naprej, kot nekaj popolnoma naravnega. Tako naravnega, da ko so me starši spraševali, kaj bom po poklicu, sem rekel, jaz ne bom imel poklica, jaz bom plezal. Pa so mi potem razložili, da je treba še kaj drugega imeti, ampak vendarle je ta motiv ostati nekako povezan z gorami stalnica mojega življenja, v katerem me ni nihče silil, niti vzpodbujal, ampak je to, kot pravim, iskreno, rodilo se iz radovednosti in meni se to zdi nekaj najbolj normalnega v življenju. Ja, saj to je zanimivo, da se vam zdi nekaj tako ekstremnega najbolj normalno. A ste kdaj iskali ta izvor te želje ali ne? Ne. Zdaj pravim, ker je nastala tako spontano. Bolj se potem na tej poti spominjam svojih želja. Recimo tam pri 16 letih, ko sem bil že kar vpleten v gorništvo in tudi plezanje, me enkrat prešinila misel, da bi bilo fajn enkrat v življenju videti Himalajo. To je najvišje gorstvo sveta, nekako sanje vsakega plezalca in seveda takrat sem se te želje kar malo ustrašil, ker takrat je bilo že potovanje v sosednjo Italijo pravi podvig, kaj šele na drugo celino. Ampak če si dovolj želiš, če so ti nekako zvezde naklonjene, se uresničijo tudi najbolj drzne otroške sanje. Takrat sem si zaželel biti enkrat jo v živo videti, zdaj mi samo korona preprečuje, da bi šel na svoje, mislim, da 61. ali 62. potovanje. In to res na drug konec sveta. Res na drug konec sveta. In vmes v vsej tej poti, ko ste vi 50-krat, 60-krat obiskali to Himalajo, je tam izgubilo življenje toliko in toliko ljudi. Žal to pride tudi v dolino, te novice obkrožijo cel svet. Temu ne moramo oporekati oziroma mižati pred tem. V enem izmed najnih intervjujev, mislim, da že kar nekaj let nazaj, sem vas vprašala, ali je vedno lažje potem to sprejemati, ker veš, da je to del življenja, ker pridobiš to modrost, pa ste rekli, ne, vedno težje. Še zdaj je vaš odgovor še vedno isti, je to vedno težje, vsakič, ko zveste za koga novega? Še vedno isti. Še vedno zdaj čutim, da se me še bolj dotaknejo tudi smrti ljudi, ki jih sploh ne poznam. Sam vem, da so izgubili življenje v Himalaji, tako začneš malo reciklirati svoja preizpraševanja o tvojih poteh, hrepenjenih in nevarnostih, ki so te pripeljali tja. In se potem vedno znova zaveš, da si imel v življenju kar nekaj sreče tudi. Ker nažalost alpinizem je nevaren šport, to moramo vedeti. Dejstvo je, da v
Himalaj še posebej obstaja nekaj tako imenovanih objektivnih nevarnosti, na katere ti s svojim znanjem in izkušnjami ne moreš vplivati. Ne. In seveda tam potrebuješ nekaj sreče. Ne. In sam sem jo očitno imel, če ne bi tule izbral kakšnega drugega sogovornika. Ja. A je lahko pavšalno rečeva, je to usoda? Vi rečete, sreča je to usoda, da nekdo izgubi življenje tam in nekdo ga ne izgubi? Ker je malo loterije glede na to objektivnost, ki ste jo omenili. Jaz nekako v usodo pravzaprav ne verjamem. Ne. Bolj verjamem v to, da so nam v življenju ob rojstvu dodeljene neke karte, ki jih dobiš v roke in potem ti odigraš svojo partijo. Ne. Kako jo odigraš, je nekako na tebi, ampak kot tudi pri, da bi rekel, res pri igranju, ne, moraš imeti na koncu malo sreče. Drugače pa mislim, da imamo, verjamem v to, no, nekako usodo bolj kot ne v svojih rokah. Ja. Kaj so te karte? So to talenti, ki jih dobiš? So to zanimanja? Kaj je v teh kartah, s katerimi igraš? Te karte so zanesljivo, je nekaj, so geni, nekaj je okolje, v katerem odraščaš, predvsem je pa zelo pomembna, se mi zdi, lastna aktivnost. Ne? Z lastno aktivnostjo ti lahko kar zelo usmerjaš svoje življenje, pa tudi nekako življenje drugih. No. To, kar pa enega ohrani tu, drugega pa ne, je pa omenjate sreča ali nesreča in ne raziskujete več dalje. Pravzaprav ne, ker recimo ena najhujših izkušenj mojih v življenju je bilo prav gotovo bila smrt Nejca Zaplotnika, ne, najboljšega slovenskega plezalca in Himalajca, torej v tistih 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ne. Takrat smo bili stari okrog 30, ne, bili smo neumrljivi. Ne. Jasno je bilo, da vse je bilo, premikali bi gore in tako naprej. Potem se je pa to zgodilo Nejcu, ne, ki je bil najboljši med nami. Ne, in to pa je bil tak velik šok, ne, v življenju. In takrat seveda potem veš, da pač, če kdo je on skušal vplivati na to, da bi se varno vrnil, da bi optimalno odigral tisto partijo, pokopala ga je pa res banalnost na tako rekoč naravnem prostoru, kot je tale, ga je zasul en zelo hiter ledeni plaz, ki je pač se nepredvidljivo odtrgal iz nekih velikih višin in ga pokopal skupaj s hrvaškim plezalcem Antejem Bučanom. No. Od takrat naprej, se pravim, temu bi težko rekel usoda, ne. Tudi res je, gore so nevarne, ampak če gledam malo nazaj skozi svoje življenje, ogromno ljudi, ne, sem izgubil v prometnih nesrečah, prijateljev, znancev in tako naprej. Tako da, kdo pa sem, da bi jaz sodil, no, ampak vendarle po svoje razumem ljudi, ki hodijo v take ekstremne nevarnosti, razumem tisto njihovo hrepenenje in vem, kako pomembno je to za njihovo življenje. Ja, saj konec koncev, kdo bi pa bil Viki Grošelj, če ne bi hodil v hribe, mislim. Ja. Kaj bi bilo z njim? No, to je zanimivo. Če bi se odrekli 30 let nazaj temu, zato da bi bili varni, recimo. Ja, ali pa ne vem, kaj bi se z mano dogajalo. Vse, jaz upam in verjamem, da bi tudi nekako lepo živel, ampak dvomim pa, da tako izjemno polno. Ne? In tule pa moram reči, da sem hvaležen nekako usodi ali pa naključju, kakorkoli zdaj že to imenuje, ne? Da sem v življenju pač tudi nekako prišel do ljudi, ki me skušajo pri tem razumeti. Ne? To predvsem mislim na svojo družino, na ženo, ki nekako je vedela, kdo sem in v kaj se spušča v narekovajih. Ne? Ja, ampak vendarle me je v tem smislu vse življenje zelo podpirala in nekako vedela tudi, no, ko sva se pogovarjala o tem, ne, da to mogoče pa te ekstremi pa nevarnosti trajajo že malo predolgo, sem rekel, vse veš, da takšen sem in tega, kot pravim, nikoli, to je razumela, ne, rekla, ti ne bi bil to, kar si, če ne bi pač to hodil, samo, kot je rekla, ne, upam, nisem si mislila, da bo to toliko časa trajalo. Ne. Ja, samo res. Ja. Samo res, to niso samo tista najbolj aktivna leta, recimo vi še zdaj, pri svojih letih odhajate tja, še zdaj vas vleče tja, kjer bi recimo moški vaših let bi zelo dobro se počutili na kavču, pa recimo na vrtu, a ne? No, tudi jaz se tudi na kavču zelo dobro počutim, tudi na vrtu doma, ampak ja, dejstvo pa je, da seveda Himalaja pa dokler lahko nekako še hodiš, jaz to čutim
nekako kot pravico in dolžnost, da še hodim tja. Po drugi strani pa res, jaz sem se zelo navezal na ljudi, ki živijo tam dol in vem, da je zelo pomembno v življenju, na katerem koncu sveta si rojen, ne. Da je Himalaj zelo lep, ampak življenje tam je pa izjemno trdo, ne. In če lahko tem ljudem nekako že s tem, da pridemo dol, ne, ker pač prinesemo neka sredstva, ki jih potem tam zapravimo, ne, in s tem na nek način pomagamo. In zadnja leta, ko ne plezam več tako ekstremnih stvari, ne, pa hodim dol pravzaprav v te, na ta humanitarna potovanja, lahko rečem, ki so pa še dobila toliko večji smisel po letu 2015, ko sem doživel in preživel tisti katastrofalni potres v Nepalu, videl točno, kaj se je zgodilo, in seveda ta moja akcija pomoči Nepalcem nekako še vedno teče. Vsako leto, kot pravim, grem 2-krat na leto dol, z izjemo lanskega, ko je korona zaustavila polete v Nepal. Bom tudi še v prihodnje šel, no, in nadaljeval. To se mi zdi pa, da je novo poslanstvo in nov smisel tega mojega himalajizma. Ja, se pravi, niste tisti človek, ki bi samo jemal, ampak enostavno želite in čutite potrebo tudi dajati. Absolutno, ker to je pravzaprav tisto, kar mene najbolj zadovoljuje, ne. Ja. Kakšne so te vaše povezave? Recimo, vi ste prej omenili Nejca Zaplotnika, ki je že zdavno, bomo rekli, izgubil življenje, ampak ostaja tukaj ravno po vaši zaslugi. Seveda zaslugi knjige, ki vsako leto jo na novo ponatisnejo, oziroma velikokrat, ne, njegovo slovito pot. Govorimo o Tomažu Humarju, ki ostaja po naši zaslugi, vaši zaslugi in tako naprej, ker ga obujemo v spominih in vsa njegova dejanja. Skratka, ste vseeno večni, ne? Recimo, marsikdo pač umre in ga več ne omenjamo, ne? Alpiniste pa kar velikokrat. Tle nimam drugega, kot da rečem, da imate zelo, zelo prav, ne. Nejc in Tomaž sta kljub tej že kar od precejšnje oddaljenosti tako živo prisotna, da skoraj ne mine dan ali pa teden, da jih ne bi omenjali, sploh pa še kaj v povezavi s hribi, ko se spomnimo nanje, ne. In na ta način pa sta in bosta, jaz verjamem, še naprej malo nesmrtna, ne, ker sta bila v svojem hotenju in delovanju na nek način zelo unikatna, ne, ko sta skušala dvigati meje mogočega, ne, in dejansko sta jih, in to je lahko za ljudi nekako navdih, no. A vi alpinisti, ko ste na kakšni skupni odpravi, ker velikokrat greste skupaj, ne, ali pa ko ste bili, recimo, a se pogovarjate kdaj o smrti? Pogovarjamo se o vsem in to zelo poglobljeno, ker imamo v času slabega vremena na pristopnih pohodih pravzaprav ogromno časa, ne. In takrat je kot nalašč, da pravzaprav kakšne poglobljene stvari predebatiramo. Nenazadnje vse debele knjige preberem jaz na odpravah, ker doma zanje nekako ni časa, ne. Tako da to je idealen čas za kakšne taka poglobljena razglabljanja. To je dejstvo. In morda nas tudi zaradi tega, ker imaš tam nekako čas samo zase ali pa za te malo v narekovajih globlje stvari, so te odprave in potovanja v Himalaj tako privlačna, še dodatno, ne. Se to je tudi zanimivo, da koliko ljudi recimo niso alpinisti, pa jih privlači samo nekaj, kar se dogaja, se pravi Himalaja. Kaj pa je na tej Himalaji takšnega, da nas privlači? Ravno ta mir ali ta neka vzvišenost nad našimi hitrimi življenji, kaj je tam? Vi ste tokrat bili, da jo imate kot za svoj drugi dom. Najprej dejstvo, da je najvišja. To vleče nekako na sebe neko zanimivost. Druga stvar je, da je po nekem srečnem naključju so ljudstva, ki živijo pod njo, nekako pomirjena s seboj in svetom. To predvsem velja za Nepalce, v veliki meri tudi za Tibetance. In imaš občutek, da ta izjemna, da ne rečem veličastna pokrajina našega planeta seva eno tako pozitivno energijo. Pa spet sem daleč od tega, da bi bil mistik, ne, ampak kako so ljudje tam a priori prijazni, ne. Torej, ko se ti nasmehne in te vpraša, ne kako bi ti njemu pomagal, ampak če on lahko kaj naredi zate, ne. To je mene očaralo, me navdušilo nad temi ljudmi in vedno znova doživljam nova prijetna presenečenja z njihove strani. Tako da lahko rekel, da sem nekako
zaljubljen v deželo in ljudi, ki živijo tam pod njo. Kulturo, mentaliteto pravzaprav ni. In predvsem to, da imaš takrat, ko si dol, 24 ur časa za tisto, kar si zadal. Ni odvečnih telefonov, ni treba v trgovino, ni treba na telefone, na sestanke, ne vem kaj vse, ampak se lahko posvetiš tistemu, kar počneš. In v tem našem norem svetu, v katerem živimo, je to en velik privilegij. Pa koliko časa ohranite ta mir, ko se vrnete nazaj v Slovenijo in zaživite s trgovinami in poštami? Ene pol leta sem čist miren. Zato hodite 2-krat na leto. Skratka, ste ves čas mirni. Ali kaj? Dobro, hitro ste izračunali, dejstvo je res, da ko pa ko imaš občutek, da si preveč zapadel spet v ta absolutno zame prehiter način življenja, ki ga živimo tule, je pa fino, če gre spet dol se malo natankat. Ja, natankat. No, sej me je pa presenetil ta odgovor. Pol leta je pa dolga doba. Sem mislila, da boste rekli morda 3 tedne. Ne, 3 tedne se čudiš, zakaj vsi ljudje tle tako hitijo in kam bezlajo. Potem seveda si rečeš, da to ne boš, pa je 2 meseca ti to uspija, potem pa hočeš, zapadeš v to in ko se ne moš več braniti, moš iti po novo dozo. Ja, ampak zakaj niste kdaj razmišljali, da bi tam ostali? Mislim, da bi se preselili tja, ne ostali tako. To je pa tisto, kar sem rekel že prej, to je izjemno lepa pokrajina, ampak življenje tam je izjemno težko. Nepal je bil dolgo časa, mislim, da 4. najrevnejša dežela v Aziji in tam so ljudje, ko so jih spraševali, zakaj, tudi oni ne hodijo po gorah, pa tako naprej, so prvič rekli, da je to domovanje njihovih bogov, da tega ne bojo. Drugič pa preprosto so imeli preveč dela z lastnim preživetjem, da bi se lahko ukvarjali s takimi stvarmi za hobi, tako kot se mi ukvarjamo. Tako da je življenje tam dol je krasno, ampak sila naporno, zahtevno, pravzaprav tudi nevarno, zdravstvene službe so dol, tako rekoč jih ni v primerjavi z našimi, socialnega zavarovanja ni, sploh ne vejo, kaj to je. Ti moraš zelo skrbeti zate in to te lahko zelo okupira. Mogoče greva samo še za kakšno minutko na najvišje vrhove. To so pa občutki in doživetja, ki so pa nam, navadnim smrtnikom, pa tuji. To pa, kaj se pa tam dogaja, ko si enkrat na 7000 metrih, nikjer nikogar, kaj se tam dogaja, ne vem, kako recimo prenašate tam tiste razmere ali pa bolečino recimo, v primerjavi s tem, kako jo prenašate tu v dolini, če vas zaboli zob ali pa kaj drugega? To so posebne okoliščine, v katere si šel pa ti sam, zato, da bi nekako spoznal tiste skrajne meje svojih sposobnosti. Kakšnih, telesnih? Telesnih in mentalnih, seveda, ker to je zelo povezano. Jaz trdim, da moraš biti ti za Himalajo 90% vsega je v glavi, pa samo 10 v mišicah. In še tistih 10, če veš, da si dobro treniral, si potem še toliko bolj trden v glavi. To je samo stvar tega, koliko te zadeve zanimajo. Tistega, ki ne, seveda tja sploh ne bo šel, ali pa ne bo poskušal, ali pa si bo privoščil tiste božanske potovanja pod gorami, torej tako imenovane trekinge do višine 4-5 tisoč metrov, kar je v bistvu manj naporno in lepše kot recimo po naših gorah, ker imaš več možnosti tam, da se nekako urediš, tako da ti je prijetno in obenem gledaš tiste visoke vrhove, nezemsko visoke, ki jih pri nas seveda ne moreš videti. Tako da vse ima svojo ceno, jaz nikoli nisem imel občutka, da me kdorkoli v to silil in tiste občutki, ki so potem prišli, v katerih se pogovarjava, so pa seveda samo posledica teh mojih želja in hrepenenj. Jaz nikoli nisem smatral za nekaj ekstremnega ali pa da je bilo tako mrzlo, da nikoli več ne bom šel, pa tudi jasno smrt in ne vem kaj vse je bilo, ampak to je sestavni del. Je to kot davek? A vi to jemljete kot davek na celo zgodbo ali ne? Nikoli kot davek, kot dejstvo, da se ti pa to lahko zgodi. Jaz trdim, da je alpinizem pa še himalajizem dodatno ena veličastna prispodoba življenja samega. Nizajo se vedno zmagoslave tragedije. Tule zaradi tega prevelikega obilja dogodkov, ki se ti vse skupaj potem izveni lahko malo bolj površno, ker preprosto ne moreš vsega tako globoko doživeti, ker se dogaja nenehno in vse hitreje,
Medtem ko je Himalaja pa tisti čas, ko Ja. si ti nekaj zamisliš, greš, doživiš in potem tudi odživiš. Ne? To pomeni, da lahko se spominjaš kako in kaj, in to je tak sklop, ki je meni v življenju sila dragocen. Ja. Ja, si predstavljam, da je po eni strani velika intenzivnost in hkrati globok mir, ne? In ta kombinacija ta kombinacija je blazno privlačna zares. Če veste za kakšno, kjer lahko izven Himalaje to doživiš, bom zelo vesel. Ne? Ja, ne vem, zares ne vem, ja, v resnici. Tako kot ste rekli, streha sveta, najvišji vrh sveta in še te gore, ne, če te pokliče klic, kot je Tomaž Humar rad rekel. No, jaz ne vem, če me kličejo, ker je ta klic konstanten, telefon je skozi odprt. Kot pravim pa zadnja leta, ne, takrat smo res hodili plezati, ja, zdaj pa prihajamo k ljudem, ki tam živijo. No, in to se mi zdi tudi pomembno. Ne, ker, so vas sprejeli za svoje? Se vas razveselijo? Bolj kot za svoje, tako rekoč. Ja. Zelo smo nekako povezani, ne, čutimo se in kljub temu, da so formalno veliko manj izobraženi kot mi, ker za to niso imeli možnosti, se lahko teh ljudi ogromno naučiš. Ne. Saj tega miru, srčnosti, pa spoštovanja tudi, ne? Spoštovanja, pa neke načelne prijaznosti, no, ki nam jo, kot vsaj uspemo paziti v tem našem vsakdanjem življenju, kar malo manjka. Ja, res je. Res je. Hvala, da to prinašate, no? K nam, tudi preko knjig, preko pogovorov, preko svojega zgleda pravzaprav. Vse to je največ, kar lahko daš, a ne? Jaz mislim, no, saj pravim, kot športni pedagog sem tam skoraj 40 let delal v šoli tudi, in če sem se kaj naučil, je to, da lahko najbolje učiš otroke s svojim zgledom. No, in mislim, da je to tudi za odrasle kar zelo velja. Hvala, Viki. Bilo mi je veselje. To je bil alpinist in pisatelj, veliki človek, Viki Grošelj. Generalni pokrovitelj oddaje je trgovina Annapurna.